Dobrodošli nazaj v oddajo VV Faktor. Z menoj sta Lucija Šikovec-Ušaj in pa Ivan Simič. Prej smo se pogovarjali o Magni Steyr, spornih pogodbah med vlado in Magno Steyr. Zdaj gremo pa na predlagano prepoved dela za trgovce ob nedeljah. Zdaj, Andrej Čuš, nekdanji poslanec SDS, je skupaj z znanim ekonomistom Jožetom P. Damjanom in podpisi številnih poslancev vlade in pa tudi koalicije, oziroma vladne koalicije in pa opozicije, predlaga nov zakon, ki bi trgovcem prepovedal delo ob nedeljah. Vsekakor je to tema, ki bo naslednje tedne zelo, zelo vroča. Zdaj pa me začetku zanima vajno mnenje. Ne? Zakaj naenkrat po vajnem mnenju ta predlog za prepoved dela za trgovce ob nedeljah? Po mojem je gospod Čuš ugotovil, da nekako mu ne gre, odkar je izstopil iz poslanske skupine SDS in hoče na ta način vzbuditi pozornost. Drugega razloga ne vidim, zakaj bi ravno v tem momentu, torej, ko se pripravljajo parlamentarne volitve in so pred nosom, tako rekoč, pričel s to tematiko. Ja, pa Lucija, tu bi te rad sam dopolnil. Zdaj, Andrej Čuš je že druga stvar, ki jo je zdaj, bom rekel, že drugi se je pojavil recimo skupaj z Jožetom P. Damjanom, ekonomistom. Ne? Prvič smo to opazili pri drugem tiru, zdaj smo to opazili tukaj pri tem zakonu, pri predlogu zakona za prepoved dela teh trgovcev ob nedeljah. Ampak tukaj ni se samo Čuš, ne, to idejo je podpisalo številni poslanci iz vladne koalicije in iz opozicije. Ne. Ja, se vic je bil v tem, da je dejansko so ljudje na referendumu podprli to idejo, da trgovine niso odprte v nedeljo, potem so se pa trgovci in prodajalki preko sindikata spogajali, da so lahko. In osebno sem tudi govorila s prodajalkami, ker meni so se tudi smilile, čisto iskreno, tako po človeški plati, pa so mi rekli, da je konkretno v Leclercu zelo velik naval za to, da lahko delajo ob nedeljah, ker so višje plačani in imajo potem en drug dan med tednom prost. Tako da, po mojem, se oni s tem ne strinjajo. Ne? Jaz osebno ne hodim v nedeljah v trgovino. Se pravi, prodajalke se ne strinjajo s tem, da Čuš skrbi za njihovo kako bi rekel, dobro voljo pa ugodje, ali kako. Ja. Ivan, ti si se nekaj nasmejal, ne? Nasmejal sem se zaradi tega, ker to je bistvo vsega. Ne? Torej, nedelje so bolje plačane kot dnevi med tednom. Tisti, ki želijo delati, pač delajo. Samo to bi te še prekinil. Eden od argumentov teh predlagateljev Andreja Čuša je to, da pravzaprav naj bi se trgovci suženjsko obnašali, recimo do prodajalke pa trgovk. In jih pač suženjsko pomeni, da bi jih naj prisiljevali. Tudi država se do nas obnaša suženjsko, pa nismo vložili zahteve, da jo zapremo. Pomeni, hočem reči enostavno, trgovci naj odločajo, jaz nisem za ustvarjanje nekih prepovedi. Trgovine so lahko odprte ob nedeljah, če kdo meni, da jo ne bo imel odprte, jo lahko zapre. Torej, jaz ne bi dal nobene prepovedi, da trgovina ne sme biti zaprta. Če se Mercator odloči, da bo vse svoje trgovine zaprl ob nedeljah, naj jih zapre. Naj se dogovori z delavci, tudi Leclerc ali pa kdorkoli, ampak kdor pa želi imeti odprto, pa naj ima odprto. Mnogi ljudje grejo ob nedeljah in sobotah, bom rekel, na neka že stalna srečanja v Mercatorju, otroci se tam igrajo v City Parku in tako naprej. Torej, nekaj se dogaja. In ljudem vzeti tole in potem spet, ne vem, da mora biti kje drugje, naj bo odprto, eni grejo v nedeljo na eno stran, drugi grejo drugam. In jaz nisem res in ne vidim nobenih težav v tem. Tudi delavke, kot so že povedali Luciji, pa tudi jaz sem slišal, so v nedeljah bolje plačane. Verjetno tudi imajo med tednom potem kakšen dan prosti, da ne delajo ves čas ali pa kako drugače skompenzirajo, da imajo 40-urni delovnik, kajti toliko več jih je. Vsi si želimo tudi imeti ob nedeljah, bom rekel, neke sveže zadeve, čeprav jaz tudi grem redko kdaj v nedeljo v trgovino, ampak enostavno nimam nič proti temu, ker potem se moram vprašati, da bodo tudi oni, ko vozijo avtobuse, ne vozili ob nedeljah, tudi železnice ne bodo vozili ob nedeljah, vsi drugi, ki delajo ob nedeljah, pomeni, zakaj samo trgovine, in smatram, da je ta poteza bolj populistična Ja, pa ne, neki selekcija je v tem zakonu, ne? Gre za tiste trgovine, ki so večje od 200 kvadratnih metrov. Ne? To se pravi, recimo, če bi bila midva lastnika trgovine, recimo velike 210 kvadratnih metrov, bi padla pod ta zakon, če bi imela pa nekaj manj kot 200, pa bi se nekako rešila. To je pa spet nelogično, ker tisti delavci, ki delajo v mali trgovini, bodo v drugačnem položaju kot oni, ki delajo v veliki trgovini. Pa verjetno so oni v veliki trgovini bolje plačani kot oni v tej mali trgovini. Pomeni, nobene logike ni v tem, tako da
pač vejo, oni verjetno vejo, kaj počnejo. Tisti poslanci, ki so podpisali, bi bilo dobro objaviti njihova imena, pa mogoče kdaj iti po trgovinah, mogoče bomo pa kdaj srečali v nedeljah v trgovini. Ne? No, ampak a je možno pa, da recimo za tem kakšen konkurenčni kapitalski interes, ne? Ker recimo, če bi zaprli, ne vem, Mercator, Leclerc, Spar, vse te trgovine ob nedeljah, potem bi bila toliko večja gneča recimo na petrolovih, ne, črpalkah, ki so zdaj tudi delno spremenjene že v trgovine, ker te bi pa lahko bile odprte. Te bi lahko bile in pa zaživele bi, bom rekel, majhne trgovine, tako je bilo v začetku 90-ih let, ko smo prišli v podjetništvo, ki je bilo veliko število majhnih trgovin, kjer smo potem tudi vsi tam kupovali, dokler se niso veliki zbudili in imeli odprto tudi ob nedeljah. Lahko je tudi kaj v tem, ne vem, da bo Petrol prodal več, ampak ne verjamem, da je to bolje poteza, populistična poteza pred iztekom mandata. Zdaj naš komentator, sokomentator, ki ga zdaj ni tukaj, ampak bom citiral del njegove kolumne, ki je bila objavljena v zadnji številki Reporterja, on pravi temu nacionalsocializem, ne? Nacionalsocialistična poteza Andreja Čuša. Ne? Ali se strinjate s to oznako? Sigurno, treba je pa nekaj povedati, ne, da delavci v majhnih, torej prodajalci v majhnih trgovinah so bistveno bolj obremenjeni in imajo bistveno manj možnosti, da zamenjajo sodelavcem, da ne bi delali v nedeljah. To se pravi, da je to pravzaprav njim v slabo. Ne? V velikih trgovinah se borijo za to, da bi delali majhne trgovine, nimajo toliko zaposlenih in bi bilo potem to obligatorno za vsakega, kar pomeni, da je to daleč od koristi, ki bi jih imeli zaposleni, če govorimo o zaposlenih. Jaz osebno sem proti, ne proti, jaz ne grem v trgovino in tudi sem nekako vedno rečem staršem, kadar se razvezujejo, da ne vendar očeti za Boga ne vozijo otrok, ki jih imajo tisti vikend v trgovske centre, pa ne grejo na kakšen hrib z njimi, tako da ne podpiram teh igral v teh trgovskih centrih, ampak dobro, to je moje mnenje. Ampak zanimivo je pa ta podton, ki se je recimo tudi slišal pri teh predlagateljih tega zakona, pri Čušu, da, recimo, da želijo rešiti Slovence pred to nakupovalno pregreho. To me zanima, a so samo nedelja, so tudi prazniki, sobote, predprazniki, ne vem. Ja, za praznike ne bi zdaj si upal trditi, ampak gre pa za nedelje, pa menda 6-krat na leto bi lahko naredil izjemo. 6-krat na leto. 6-krat na leto, ja. Poleg tega bilo pa tudi dobro, če bi naredili kalkulacijo, koliko se proda ob teh nedeljah in kakšen je izplen, bom rekel, iz naslova DDV-ja in tako naprej in tudi plačanih socialnih prispevkov, da vidimo, kaj se bo zgodilo na tem področju, pa da še lepo lahko govorimo o takih zadevah. No, ampak bom rekel, ta pregreha, je to pregreha ali kako? Meni je hudo, če se ljudje res nimajo kam dati in grejo zaradi tega v trgovino ali pa če jim res česa manjka, da skuhajo kosilo. Torej, mogoče je mečkan razvade, da zdaj skočiš lahko na hitro še v nedeljo, ko imaš čas, sigurno pa več zapraviš v nedeljo, ker se ti nikamor ne mudi. Jaz ne verjamem, da bi bili trgovci navdušeni, niti ne verjamem, da bi bili prodajalci navdušeni s tem Čuševim zakonom. Kakšne so pa vajne, recimo, nakupovalne navade? A kupujete enkrat tedensko, tako v koncih tedna, ali kupujete sproti, ali kako? Ja, jaz kupujem enkrat tedensko, če se le da, samo enkrat. Ob nedeljah? Ne, v sobotah oziroma v petkih zvečer. Samo da je preskočila nedeljo. Ne ljub se mi v nedeljo. Mislim, je publika druga, pa me mot. No, tako... Kaj pa ti, Ivan? Ne, jaz pa, če je to lahko ide v soboto, lahko tudi eno nedeljo, ampak lahko je praviloma v soboto dopoldne, ker če nisem seveda v pisarni, ker jaz več ali manj več čas sem v pisarni in potem tudi teh nimam, bom rekel, nekega romarskega užitka, da bi hodil po trgovinah, v glavnem preživam. To se pravi, tebi bi mogel Čuš tudi prepovedati. Tega sem se jaz bal, da boš povedal, jaz sem se bal, da boš rekel, da bodo prepovedali delo ob nedeljah, ker potem bi pa jaz imel veliko težav, ampak bi pač delal doma. Mogoče pa potem rekli, da tisti, ki imajo doma pisarne, ne smejo doma delati in tako naprej. Ampak jaz pravim, naj vsak skrbi za svoje zdravje, druge pa ne pusti primer. Mimogrede, Ivan, ti si bil direktor Srbske davčne uprave nekaj časa. Kakšne so pa tam nakupovalne navade Srbov? Tam je ravno tako, v nedeljah je odprto, nobenih težav. Tam je še odprto 24 ur, tako da mislim, da ti v Beogradu ni variante, da bi tudi ob 2 ponoči bil lačen ali pa da ne bi mogel kaj kupiti. To pa si mislim, ja. To je popolnoma, bom rekel, drugi svet primerjavi z Ljubljano. Tam se 24 ur zmer kaj dogaja. In torej nisem videl nobenih takih težav, ravno tako so trgovski centri odprti. Pa se tudi v Italiji se vse posodi odprto. V Ameriki so tudi recimo Amerika 24 urno odprte in tako naprej. To pomeni, naj vsak počne, ne prepovedujemo, če bo kdo šel v trgovino, bo šel, če pa ne bo šel, bodo pa trgovci sami od sebe zaprli, ker ne bodo imeli kupcev. Ne pa iz tega delati, bom rekel, nabirati volilne glasove.
Zdaj, oba sta ocenila, da je ta poteza nekako nabiranje nekih volilnih glasov. Ne? Kako pa zdaj recimo ocenjuje ta dvojec, ne, ki se očitno pojavlja tukaj na tej politično-poslovni sceni? Ne? To je Andrej Čuš, ne, in pa Jože P. Damjan. Ja, to je pa gospod Jože P. Damjan očitno dost zgubil kriterije, kam bi se dal. Meni se zdi, da je s tem precej zdrknil. Vendar je bil nekoč minister, zdaj pa z gospodom Čušom dela neke skupne projekte, se mi zdi, da, kako bi rekla, neko razočaranje. No pa veliko evolucijo je naredil, ne, v svojih razmišljanjih. To ne reče evolucija, temu se reče drugačne. Kako pa se temu reče? Regresija, ne, to je regresijo naredil, ne evolucijo. Evolucija je razvoj. On pa ne vem, če je to glih njegov razvoj nazaj, ne, mislim. In tudi po tvoje je tako veliko število poslanskih glasov podpisanih za enkrat kot podpora pač temu predlogu, ni nujno, da bojo potem kasneje za ta predlog zakona glasovali, zaradi tega, ker je to dejansko lahko močna volilna tema. Ja, jaz ne verjamem, da bi bila. No, mislim, da so spet v tem odvrstne, no, kdorkoli je že to podpisal. Da se jim ne bo vrnil kot bumerang, da bodo ljudje ravno kontra gledali, ti si pa za zaprtje trgovin, tebe pa ne bom volil, tako da ne vem. Meni je to, imamo dosti drugih bolj vročih tem v Sloveniji, v državi, o kateri bi se lahko pogovarjali, ne vem, kot so področje davkov, ki ga pač jaz dobro poznam, kot so druga področja, ne pa da se ukvarjamo s tem, bodo trgovine odprte, ne bodo odprte. To meni... Dobro, bom tako vprašal, no, prej, ker si rekel v smehu, ne, da se bojiš, da bodo še tebi prepovedali hoditi čez vikend, po nedeljah v pisarno, ne. Zakaj pa potem ideja, da se ravno zaprejo trgovine? Zakaj ne, recimo, kaj drugega? Bolnice. Navezuje na tisti referendum, ki je bil takrat leta 2003, ne, kaj je bil 19. ali kjerga septembra, mogoče na to navezujejo, mogoče se zdi zelo populistično, da o tem govorijo. Ja, Bojan, tako, ko poslušamo že 20 let o čakalnih vrstah v bolnicah. Torej, to je nenehna tema v razpravi, da bo nekdo odpravil čakalne vrste in ko jih v 4 letih ne odpravi, potem spet pravi, da jih bo v naslednjem mandatu odpravil. Pomeni, imaš neko temo, o kateri se pogovarjaš in te trgovine so res ena taka brezvezna, nepomembna tema, o kateri se brez veze pogovarjati, ker enostavno kdor hoče naj ima odprto, kdor noče naj zapre, življenje teče naprej in se ukvarjamo s čim drugim, da bomo, ne vem, zadovoljili tiste, ki nimajo zadostnih socialnih pravic, da bomo tistih, ki izkoriščajo socialne pravice, prepovedali, da jih izkoriščajo in tako naprej, ne pa da se ukvarjamo z trgovinami. Ob nedeljah so bomo rekel, dvojno plačane ure in dvojno plačani prispevki. Kaj češ lepšega? Ne razumem. Ja. Jaz se moram strinjati s tem. In dejansko ni to prisila za prodajalke, da sprotno, ne, to si štejejo, pač, da če so pridne, imajo pa to možnost, da delajo v nedeljo. In je za njih to samo dodaten zaslužek, tako da ne vidim nobenih problemov. Edino tisto, kar bi jaz dodal, ne, če kakšna trgovka ne želi delati v nedeljah, ne, potem naj njen delodajalec to omogoči, pa vzame tiste, ki želijo. Torej, ne sme pa to biti, ko oni povezujejo z suženjstvom, ne, da bi nekoga prisilil, da mora delati. Torej, enostavno se lahko vsak odloči. In potem kaj boš imel? Potem bodo te majhne trgovine se bodo prepolovile. Ne vem, če daš Lidl na pol, je verjetno že manj kot 210 kvadratov, pa bodo oni delali in tako naprej. Tako da nima smisla res nobene logike. Dobro, zdaj, ko smo pri teh trgovinah oziroma pri trgovski dejavnosti, bi sam še rad vajno mnenje o dveh stvarih, ki sta neposredno povezana z velikimi trgovskimi sistemi. Eno je informacija, ki je od danes, da je policija potrkala na vrata Mirka Tuša, zato ker naj bi domnevno nezakonito prodal svojo blagovno znamko Tuš oziroma Engro Tuš. Kaj menite o tem? Je bilo to pričakovano? Mislim, da naj bi s to prodajo zaslužil 29 milijonov evrov in ogoljufal oziroma izmaknil ta denar bankam, ki visijo nad njegovim premoženjem. Kaj menite o tem? Ja, jaz ne vem, veliko vem, da se... govorilo se je, da ne bi kupil sklad od Soroša, to se je govorilo. Ja, mislim, pri nas lahko pričakuješ vedno in vedno se izkaže, da je nekaj na govoricah. Ne? Tako da... to jaz kot novinar isto vedno pravim. Ja. Torej, zdaj, a je res to prodal, to pa ne vem. Ne? Je pa tragično, če je resnično prodal skladu Soroša, ker vemo, da kako je on prišel do tega denarja, to je ta način, da se kupi terjatve in potem naprej dražje proda.
Soroša pa naganjajo pravzaprav iz evropskih držav, se mu prepoveduje, a ne, pri nas pa kupuje. Hkrati pa hoče levica, neka leva stranka, kako se imenuje, kupiti, da država ponovno kupi Mercator. No, to je pa bilo drugo vprašanje, ampak tako da zdaj zaenkrat ostanemo pri Mirku Tušu, pa Sorošu. No, v redu, pa ne Ivan nadaljuje. Še pridemo, še Ivanovo mnenje okoli tega. Jaz sem to tudi danes videl v medijih, ne vem, kaj je res, če je res dobil 29 milijonov, predvidevam, da ga ni več v Sloveniji. Če pa je tukaj ostal, pa ga bodo sigurno obiskali pristojni organi in bodo ugotavljali, kaj je res, ali pa banke, tiste, ki so ga pač financirale. Ampak jaz... Ja, to naj bi bilo na podlagi ovadb bank, ja, upnic. Ja, torej, če je kaj na temo, se bo pač ugotovilo, naj se ugotovi, kaj je res in kaj ni, če je odgovoren, naj pač odgovarja. In zadeve naj se enkrat speljajo tako, kot se morajo speljati. Ne pa, da bomo zdaj o tem govorili, da ga bodo procesirali, na koncu bo ugotovilo, da ni nič. Ja, pa je to zdaj, lahko na primeru Tuša ugotovilo, da pravzaprav nihče, praktično nihče, ki je pri nas obogatel v času te tranzicije, ni, kako bi rekel, čist. Mirko Tuš je deloval kot nek podjetnik, ki je praktično tako iz nič začel, pa ustvaril imperij. Zdaj pa potem se je zgodilo to, kar se je zgodilo. Za neke povprečne ljudi, ki niso gledali njegovih bilanc in tako naprej, je to mogoče res tako. Če pa si pogledal njegove bilance, pa si videl. In zato sem se jaz tudi dostikrat čudil, ko so ga postavili na prvo mesto med najbogatejšega Slovenca. Za mene je najbogatejši Slovenski ima neto premoženje par milijonov, ne pa da ima premoženje 500 milijonov dolgov pa 490. Ne. No pa kot si videl, tudi okoli bogatih Slovencev zdaj se zapleta za tako imenovano fundacijo, dobrodelno zakoncev Login. Tudi tam prihajajo nenavadne zgodbe ven. Torej, jaz ne vem, torej ne poznam zadevo, ampak zakonca Login, če sta šla iz Slovenije, jaz bi jim rekel, da ne ostanete tam, kjer sta in se ne komplicirate življenje, kajti karkoli boste počeli v Sloveniji, si boste življenje zakomplicirali. Dobro, zdaj pa še vprašanje, ali sta za to, da država kupi nazaj Mercator, to, kar predlaga stranka Levica? Ne, absolutno ne. Za našim najem, ne za čigavim drugim, ne. Torej, ko se je začel problem z Agrokorjem na Hrvaškem, vem, da sem tvitala, da očitno bomo zdaj imeli priliko, da ponavljamo Elan. Si zaslutila, kako? Zaslutila sem, mislim, neverjetno, ta intuicija se je kar čutila. In ta ideja se mi zdi, mislim, resnično tako nora, da bi jo čisto lahko ta vlada posvojila. Ampak če ste videli, kako se razvija, najprej Počivalšek, minister, o katerem smo govorili prej, zanikal, zdaj je pa že dopustil možnost, da bi država vstopila z majhnim lastniškim deležem. Kaj pa je to majhen lastniški delež? Majhen lastniški delež je, ne vem, neki, kaj pa 10%. 10, 20, 30%, verjetno toliko, da lahko nastaviš nekaj članov uprave, ne? Ja, ampak, in potem izčrpavaš podjetje. Še par sekund imamo. Ja, zadeva v biznisu je enostavna. Če imaš denar, nekaj kupiš. Če nimaš denarja, ne kupiš. Kako bo država upravljala Mercator in zakaj? Takrat, ko je bil Mercator... Vsega je že, ne? Ja, tisti, ki so Mercator prodali, so pa zaslužili in so poravnali svoje kredite, ki so jih imeli. Če ne bi prodali delnic Mercatorja, bi danes imeli velike težave, ali bi pa še kdo od njih bil v zaporu, banke bi jim zarubile premoženje. Pomeni, v Sloveniji imamo zgrešeno razmišljanje, kaj pomeni biti lastnik nečesa, in to je to. In če ima Levica dovolj denarja, naj ga ona kupi. Zakaj bi to kupili? Predlaga, da ga kupimo z našim denarjem. Ne, z našim denarjem pa ne. Lucija, Ivan, najlepša hvala, da ste bila spet danes gosta. Teme so bile zanimive, tako da vidimo se v kakšni od naslednjih oddaj. Zdaj se pa gremo zopet k oglasom. Kaj pa je?